Kultura je eden od stebrov naše identitete. V studio danes prihajata ključna avtorja enega od najodmevnejših festivalov, ki so ga nedavno tega v Idriji izpeljali že tretjič. Pa vendarle, ljubitelji kulture ne razumejo, zakaj jim je v 6 letih uspelo organizirati samo 3 festivale. Kako jim je uspelo po 10 letih molka v pogovoru plesti ugledne poslovneže in zakaj so morali po denar za izvedbo tega festivala v Ljubljano in v Novo Gorico? Odgovore na ta in še druga aktualna vprašanja bosta zagotovo vedela direktor in programski vodja festivala, ki odmeva tako in tudi drugače. Dresko Košar in Matevž Štravs, dobrodošla v naši oddaji. Lep pozdrav. Končali ste 3. izdajo Betriba festivala, ste si oddahnili, je bilo naporno, težko? Naporno, veliko nekih stvari, veliko dogodkov, ampak v bistvu zelo dober občutek na koncu, že vmesno. Ljudje so sprejeli festival, sprejeli so dogodke in mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z rezultatom. Če razvijamo to misel o stalnem gibanju nečesa, zakaj pravzaprav povezovanje industrijske dediščine, kulture, gibanja, kaj ste želeli s tem poudariti? Mi smo pred 6 leti prišli do te ideje o festivalu industrijske kulture, torej festivalu, ki bo posvečen tem nematerialnim elementom življenja v industrijskem kraju. Torej vsemu temu, kar pride zraven življenja z industrijo. To je humor, neke posebne vrednote, ki pridejo, neke socialni odnosi, vse to, kar je značilno za industrijsko okolje, ker opažamo, da industrijska okolja so drugačna kot recimo okolja, ki so bolj kmečka, ali pa okolja, ki so bolj temeljijo na trgovini, recimo. Ne. In takrat pred 6 leti smo prvič v sodelovanju z občino Idrijo takrat organizirali festival Betrib. Že takrat rekli, to bo bienalni festival, torej vsake 2 leti. Vmes torej leta 2023 smo imeli še eno izvedbo in zdaj letos 3. izvedba, tokrat v okviru Evropske prestolnice kulture, kot del uradnega programa Evropske prestolnice kulture. S tem nenehnim gibanjem pa ne mara tudi sporočate mesto meščanom, naj se vendar prebudijo, da je čas za dobro počutje in za aktivno sodelovanje. Je to? Tako je, ja. Mi smo pravzaprav festival industrijske kulture Betrib postavili tudi na tematiko na razcepu, kar s čimer že pravzaprav z imenom poudarjamo na to, da je človek mora pravzaprav tako v gibanju kot v kakršnemkoli drugem delovanju razmišljati o prihodnosti, hkrati pa ne pozabiti na preteklost. In to gibanje, ta Betrib iz preteklosti, prihodnosti smo skozi festival zelo želeli ponazoriti, hkrati pa ponazorili tudi na to, da se pravzaprav nahajamo na razcepu, torej ne samo med preteklostjo in prihodnostjo, ampak da je tudi Idrija na razcepu med inovativnostjo in pa, kako bi rekel, olestehnelostjo ali kakorkoli bi se lahko izrazil, na drugi strani med človekom in strojem, kot se vedno pojavlja in je predvsem izrazito v industrijskem okolju, in tudi med tehniko in pa humanistiko, družboslovjem na drugi strani, recimo. Prvi 2 izdaji festivala ste organizirali v industrijskih okoljih, v nekdanjih tovarniških objektih, rudniških objektih, sedaj pa ste tako udarili v sredino mesta. Odločno, glasno, zakaj? Ja. V preteklih izvedbah smo bili prvič v Jaško-Frančiške, oziroma na zgornjih delih Jaška-Frančiške, potem v drugi izvedbi smo bili v Topilnici. Obedva prostora sta izjemna prostora, imata res neko veliko sporočilnost, super prostora za organizacijo dogodkov, kjer je sicer treba veliko vložiti v samo pripravo prostorov, ker to niso prostori namenjeni dogodkom. Ampak smo se letos odločili, da gremo med ljudi, bolj med ljudi, da smo vidni, da v bistvu napolnimo mestno jedro in mislim, da se je to izkazalo v bistvu za pravo odločitev, da so ljudje v večjem številu prišli na dogodke, tudi zaradi tega, ker so bile lokacije njim znane, poznane in so si, bi rekel, bolj drznili priključiti, čeprav mogoče kakšen program ni bil prav njim namenjen, so prišli mimo, so pogledali, so se usedli za nekaj časa in potem šli naprej.
Omenili ste relativno dobro udeležbo na vaših dogodkih. Sam sem bil poleg tudi na okrogli mizi v filmskem gledališču. Tam je bilo še kar nekaj prostora za potencialne poslušalce. Tema je bila zanimiva pravzaprav. Tema je bila zelo aktualna, tako kot je prej Rejc rekel, smo govorili o tem, kam naprej kot skupnost, kam naprej kot gospodarstvo. Zdaj, kar se tiče praznih stolov, seveda tudi kino ima v bistvu kar precej stolov, tudi na splošno vemo, da je kinodvorano težje napolniti, ker pač je večji prostor. Je pa res, interes za take dogodke je v takem majhnih okoljih manjši, seveda. V bistvu nam je spodbudno to, da zdaj dobivamo vprašanja, kje si lahko ljudje pogledajo posnetek te okrogle mize. Tako da jaz mislim, da interes za tematiko je. Moramo pa delati na tem, kar v bistvu že delamo, ne le mi, tudi druge organizacije, ljudi spodbuditi, da se takih dogodkov tudi v živo udeležujejo. Vse pohvala vam, uspeli ste dobiti ne samo predstavnike občine in stroke, ampak tudi dveh največjih podjetij. Ne? Videti moramo, da ti dve podjetji oziroma lastniki so se še nedolgo od tega pogovarjali le preko odvetnikov. Ne? Ja, in mislim, da je to tudi za nas v bistvu neka velika potrditev, da smo prepoznani tudi z njihove strani kot nek relevanten sogovornik. In res je, takih dogodkov je v Idriji premalo, da te akterji pridejo skupaj, ker to, kar smo že zdaj govorimo, če hočemo odgovoriti na te izzive, se odločiti, kaj na tem razcepu narediti, se moramo skupaj morajo in firme sodelovati in seveda javna uprava. Bil je zanimiv vaš zaključek na koncu pogovora, sklep, da v bistvu se boste še pogovarjali. Ta pogovor, kontakt je zelo pomemben. Ja, v tisti 1 uri nismo mogli priti do delovnega plana, tudi ni bil tak namen. Namen je bil, da začnemo se pogovarjati. In mislim, da je bilo zelo pohvalno, da so se vsi strinjali, da nadaljujemo s takimi srečanji, mogoče tudi bolj delovnimi, torej da dejansko se ne le pogovarjamo in delimo mnenja, ampak da se neke stvari tudi dogovorimo. V filmskem gledališču ste organizirali tudi dva filmska dogodka in tudi obisk Karpa Godine. Kako ocenjujete ta del? Jaz mislim, da je bil zelo pomemben del festivala, namreč mi smo preko predstavitve industrijske kulture želeli predstaviti kulturo industrijskih mest, industrijskih krajev in pa ljudi, ki so živeli ali pa še živijo na teh območjih. In ravno to smo pravzaprav izpostavili, torej v sodelovanju z filmskim festivalom Kino Otok smo najprej v petek predstavili film Rudarski spevi, ki govori o življenju v kraju Durham v Angliji, zelo industrializiranem rudarskem mestu, z vsemi svojimi zgodbami, z zgodbami ljudmi. Podobno pa tudi v nedeljo, ko so bili na sporedu, torej je bil na sporedu film Slike življenja udarnika in zelo smo bili navdušeni, da nas je obiskal tudi direktor fotografije, legendarni Karpo Godina. Pravzaprav želimo izpostaviti, kako pravzaprav industrijska mesta dihajo neko svoje življenje, ampak hkrati ne samo izpostaviti, da so mesta to ali pa kraji, kjer vladajo stroji ali pa kjer vladajo, ne vem, hrup, nemir. To so te stereotipne podobe. Imamo človeka v teh krajih, imamo človeka, ki ravno tako čuti, hrepeni, želi nekaj, ljubi, sovraži in tako naprej. In ravno to smo želeli izpostaviti s filmskimi projekcijami in tudi preostalim programom vsaj delno. Čudno vprašanje pa vendarle, kaj je tovarna brez ljudi? To je samo skladišče strojev, ne? Točno to, a ne. Še vedno so ljudje bistveni in mislim, da je zelo taka stereotipna podoba, da pravzaprav industrijska mesta v bistvu mogoče da je tudi malo napaka v razmišljanju, da preveč izpostavljamo samo tisto, kar je, bom rekel, kar nas povezuje z industrijo in rudarstvom in preveč gremo v neke faktične zadeve. Ljudje imamo radi zgodbe, imamo radi neko, da se z nečim istovetimo.
In tudi na tak način v bistvu ugotavljamo, da Idrijo ljudje začutijo drugače, začutijo z različnih zornih kotov in se začnejo povezovati z mestom. In pač iz industrijske kulture nasplošno to želimo narediti torej tudi s festivalom Betrip. V okviru tega festivala vam je uspelo odpreti tudi 3 objekte. Eden iz sedanjega časa oziroma celo malo prihodnjega časa, 2 pa iz preteklosti. Ta spoj je zanimiv pravzaprav. Ja, pravzaprav tukaj je tudi tole povezano, na eni strani preteklost, torej na razcepu, na drugi strani prihodnost. Veseli smo, da smo lahko odprli prav za ta dogodek objekt hidroelektrarne Marof in se tudi zahvaljujemo potem tako Sengu in pa nekdanjemu kustosu Mestnega muzeja Idrija Antonu Zelencu, ki je zelo lepo predstavil zgodovino idrijskih elektrarn. Torej, in mogoče prav pri tej elektrarni je zanimivo, kako pravzaprav ta elektrarna, kljub temu, da je stara že skoraj 100 let, še vedno deluje z torej pravimi stroji iz tistega časa. Na drugi strani imamo pa visokotehnološki center mobilnosti Hidrija, recimo, ki pa po drugi strani pa prikazuje najsodobnejše trende v industriji, da vidimo, kako idrijski zaposleni oziroma nekdo, ki živi v Idriji, ki čuti to energijo lahko še naprej in da vidimo v bistvu, da to ni samo neka preteklost, da neka podobne načini razmišljanja v bistvu še vedno potem grejo naprej, ampak še vedno so tukaj v ozadju ljudje, ki vse tole poganjajo. To bi veljalo tudi za velik performance na Mestnem trgu in za koncert skupine Dostroj. Je bilo kar glasno, ne? Ja, kar glasno. Začeli smo z manifestom Mehanikom. Jaz smo večji, ker ti boljš znaš razložiti. Ja, v bistvu manifest Mehanikom smo pripravili sodelovanje z društvom humanistov Goriške in pa literarno skupino RIS. Pravzaprav se gre za performance, ki je bil prvič uprizorjen v okviru Mestne knjige in Evropske prestolnice kulture in obuja spomin na manifest Mehanikom Srečka Kosivela, ki je bil izdan ravno junija 25. In zanimivo pri tem manifestu je, da v bistvu opozarja na težave, ki se pojavljajo z vpeljavo strojev in pa predvsem elektriko, kako bo to prineslo drugega človeka, kako bo to prineslo novo realnost. Jaz mislim, da to je v bistvu zelo zanimivo, ker je točno 100 let zatem, ko v bistvu elektrika je sedaj že v vsakdanjiku, ampak elektrika nam je omogočila tudi, da danes delujejo tovarne AI, umetne inteligence, ki nam dobesedno vsak dan začenjajo spremenjati življenje. In jaz mislim, da tudi ena od idej je tudi to, da potem povežemo 5 pesnikov idrijskih je potem nastopilo in hkrati dalo znak, da pravzaprav umetnost, poezija v tem primeru je pa tisto, kar v bistvu je najbolj človeško in s čimer se najlažje borimo proti samemu stroju. In Dostroj, potem skupina Dostroj, je pa zaključila ta večer z v bistvu najbolj množično obiskanim dogodkom našega festivala. Dostroj so skupina, ki deluje v bistvu na slovenskem prostoru že zelo dolgo časa in so nek simbol ali pa neka prva asociacija na industrijsko glasbo, čeprav mogoče neka stereotipna asociacija na industrijsko glasbo, ampak se mi zdi pravno, da smo tudi v okviru festivala pokazali tudi z njih, povabili jih v Idrijo in jim tukaj bilo zelo všeč. Je pa ta skupina v zgodovini delovanja opravila kar veliko transformacij, že tudi pa prilagoditev, sprememb pravzaprav. To ni fiksna postavitev kot pred 15 leti najbrž. Ne? Ja, začeli so v bistvu mogoče bolj surovo, bolj osnovno, tako v vseh teh letih, seveda je tudi elektronika napredovala, torej uporabljajo tudi več tehnologije v svojih performancih, več pirotehnike, več vizuali in na ta način v bistvu sledijo tudi razvoju industrije. Se je kdo od bližnjih stanovalcev pritožil zaradi hrupa? Ne, da bi vedeli. No, lepo. Nekaj potrpljenja je vsekakor primernega tudi v tem mestu.
Financiranje, vsi dogodki so bili, mislim, da brezplačni za obiskovalce. Od kje vam denar za tako velik projekt? Ja, letos, kot že rečeno uvodoma, imamo to srečo, da smo uspeli se vključiti v Evropsko prestolnico kulture. To ni nekaj, kar bi začeli nedavno. Mi smo že pred 4 leti, v bistvu, ko so se pripravljale ideje za Evropsko prestolnico kulture, pristopili k novogoriški zgodbi, sodelovali pri pisanju tako imenovanega bitbooka, prijavne knjige. Seveda potem se veselili tega, da je dejansko Nova Gorica bila izbrana in na ta način v bistvu smo bili del programa. V Novi Gorici namreč so videli v nas nek potencial za neko dislocirano zgodbo, čeprav ne delujemo v sami Novi Gorici, jim je bilo pomembno, da imajo neke večje dogodke tudi izven tega somestja. In v bistvu tako. Torej letos financiranje predvsem v okviru Evropske prestolnice kulture, nekaj pa seveda tudi drugih, ki bodisi prispevajo sredstva, bodisi v svoj prosti čas prispevajo, da je stvar lahko izpeljemo. Kako vas podpira krajevna skupnost, kako občina? Zdaj, pri tem festivalu večinoma delujemo torej samostojno prek Evropske prestolnice kulture. Sodelovali smo z občino pri prostorih, torej z občino predvsem vezano na filmsko gledališče, ko nam je občina zagotovila brezplačno uporabo filmskega gledališča in seveda tudi osebja, ki nam pri tem pomaga, torej pri sami organizaciji v filmskem gledališču. Tako da smo v bistvu veseli podpore občine. To je bila 3. izdaja festivala, čeprav se števam, čez 2 leti bo 4. Če bo vse prav, bo čez 2 leti 4. Ja. Ne bi vsako leto? Ne. Ne, mislim, da je tudi za nas kot ekipo en velik organizacijski zalogaj, da tako stvar zorganiziramo, da si zamislimo vse te dogodke, da navežemo vse te stike. Seveda tudi finančno je pač vendarle treba planirati na način, da če že obljubiš festival vsako leto, da ga lahko tudi sfinanciraš. Namreč nimamo fiksnega proračuna. Financiramo se torej vsake 2 leti z drugim virom in zdaj je pred nami ta velika naloga, da najdemo naslednjega financerja, naslednje izvedbe oziroma sofinancerja, kot v večini naših stvari v bistvu kombiniramo različne vire financiranja, da lahko stvar pokrijemo. Pomembna pa je tudi najbrž vsebinska programska zasnova. Ste kaj odprti za nove predloge? Pravzaprav ta tema industrijske kulture vedno bolj poteka v ospredju našega delovanja. Saj je taka zelo celovita, raznovrstna in se zelo lepo poklaplja tudi s preostalimi aktivnostmi, ki jih delamo, recimo festival, torej praznik idrijskih žvikrofov in pa na drugi strani recimo delo z rudarskimi hišami, predvsem z hišo Giser. Jaz bi v tem kontekstu omenil tudi to, da smo zdaj začeli tudi akcijo za mestno knjižnico in čitalnico Idrija, neke vrste Betrib po Betribu, to so zgodbe industrijske kulture. Zaenkrat smo izbrali 7 knjig, leposlovnih knjig, ki jih lahko bralec dobi v knjižnici in se dogajajo na območjih, ki jih je zaznamovala industrijska kultura. Zaenkrat imamo recimo mesta, kot so Glasgow, Pšibram na Češkem, potem imamo Lubumbaši v Kongu, imamo Idrijo, imamo Velenje. Tako da zaenkrat torej z teh 7 knjig z 7 zgodbami, da se v bistvu bralec lahko uživi v ta mesta z njihovim posebnim karakterjem, identiteto, ki torej v bistvu raztiramo poglede na industrijsko kulturo z različnih zornih kotov. Te knjige bomo še povečali v bistvu seznam in tudi neko nagrado dali bralcem, ki se bodo pridružili tej akciji do konca marca. Tako da zelo lepo vabljeni. Mogoče bi še to dodal, da ta naš festival industrijske kulture je specifičen v tem, da se ne ukvarja samo s preteklostjo. Na prvo žogo bi lahko delali festival industrijske dediščine, ampak nismo se zavestno odločili, da delamo tudi vezano na sedanjost in prihodnost. In to je mogoče težje, ker ni v bistvu neke jasne vsebine, ker za prihodnost ne vemo, kaj bo ta vsebina, ampak se nam zdi pomembno, da v Idrijo pripeljemo tudi neke
ne le dediščinske vsebine, ampak tudi neke razmisleke o prihodnosti. Pred 2 leti smo recimo govorili o umetni inteligenci, ki je tisto leto naredila en največji preskok. Tako da čez 2 leti bomo videli, kaj bo takrat spet aktualno oziroma najbolj aktualno. Drejc kokošar, Matevž Štravs, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu. Želim vama, da bi uspeli res mesto spraviti v betrip, ki bo trajal ne samo do naslednjega festivala, ampak tako na neko daljše obdobje. Hvala. Hvala lepa in seveda vabimo vse naše poslušalce, gledalce, da še naprej spremljajo naše aktivnosti. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost in seveda srečno.